Tole so 166 glave, posnete 16.11.2023 o Ivanu Tavčarju. 3 ljudje, Ivan Tavčar, le kaj gre lahko narobe. Ta epizoda je bila posneta na Ljubljanskem gradu in tam bomo spet kmalu. Kdaj? 30.1. ob 17.30 v Hribarjevi dvorani. Kdo bo tam? Tam bom jaz, tam bo Pižama in tam bo še nek človek, ki vodi en kviz na neki televiziji. Pač. Tako da pridite, povezave v zapiskih, zdaj pa ne bom predolg, 166 glave. Srečno novo leto. To je to. To so glave na gradu, kjer se bomo pogovarjali o Ivanu Tavčarju, kjer spet, kdo ga pa ne pozna. Lahko sploh povemo, kaj česa vi ne veste. Ja. Ali pa mi ne vemo. Ne obsojaj. Ne bomo povedala, kjera cifra je, ker to bo, vse snema, bo šlo ven, samo zato, da bojo ljudje, ki to poslušajo kot podcast, verjeli, da je celo kdo prišel to poslušati. Si zaploskajte sami, prosim, jaz bom pa mikrofon pred vami. To mi je všeč, lahko vodljiva publika. Zdaj tako, ker se pogovarjamo, že spet vse vemo o Ivanu Tavčarju. Ja, ok. Je malo tukaj Pižam. A vsaj veš, kdaj približen je živel? Lej, daj bomo pol. Do vsega pridemo. Zdaj pa tako, ker so jaz in Pižam tukaj, jaz bom tako rekel. Obstaja Discord aparatusa, ga najdete v zapiskih, eni ljudje tole celo podpirajo, noben ne ve zakaj, ampak dajte podpreti, če lahko, to če greste na aparatus.si/piševnica podpri, Discord sem rekel, in pa mava gosta. Zdaj pa ta gost danes, tukaj je bilo pravilo, da nekako vabva prijatelje. Ne? To je bilo do zdaj, ker vedno, če tretji človek, ki je sedel tukaj z nami, je bil prijatelj. Zdaj je bil moj prijatelj, je bil Pižamca prijatelj. Ne? Danes je pa z nama Ljoša Hrlamov. Človek, ki obstaja. No, vsej človek sem, to je dober začetek. Ja? To je stopničko nad staretom. Ja. Mislim, edine kompetence, ki jih imamo, je, da dela na Cankarjevi založbi, če prav razumem. Da je doktor literarnih znanosti, sicer iz slovenske moderne. Modernizma. Iz modernizma, ali še celo tako. Ja. 6 stopnička više. 6 stopnička više. Ker je že več del, ne? Ja. Kot doktor, kdo je zmagal slovenski modernizem? Prvo vprašanje. To je zelo dobro vprašanje. Kdo je Michael Jordan slovenskega modernizma? To je ležito vprašanje. Kdo je Michael Jordan slovenskega modernizma? Že jaz ti predlagam, ker nismo glih prijatelja, no? Ne morem ti posoditi svoje dizertacije, ampak lahko si jo snameš na... Zdaj, polko boš šel, kdaj končamo, kdaj ob 7 nekje boš doma, pa sej ni dosti strani, tam mene 200 strani je. Z literaturo. Ja, ok. Se pravi, nočeš odgovarjati, kdo je Michael Jordan? Ne. To je tako neuljudno vprašanje. Okay. A mogoče nočeš odgovoriti, ker že pozabil, kaj si pisal? Tudi to bi bilo možno, 7 let je že tega, ampak mogoče pa res. Ja. Zdaj, tako, vsi, ki ste tukaj v živo, vidite, da imamo vsi zapiske. Vsi trije imamo zapiske. Ja. In Pižam začni. Ne, jaz sem najprej prepustil nekaj besed Aljoši, čisto, kar jaz sem rekel, pa če jaz lahko rečem, 1851 do 1923, zato se tudi pogovarjamo letos o njem, ker mineva 100 let od njegove smrti. A ja? Globlji, ne, pomeni nisem za povedal. vsem tem. In tako kot pač Slovenci radi. Smrti, ne rojstvo. Ne, smrti, ja. Se mi A si kdaj videl, da Slovenci rojstvo od koga praznujemo? To je več takrat, Jezusa, Pižama, kaj hočeš povedati? Da bo treba počasi mah nabirati. Med drugim veleposestnik ali posestnik na Visokem, živel sem pač v Poljanah na Škofjo Loko, kot piše v slovenskem biografskem leksikonu, njegova družina se dolga leta oziroma dolga stoletja ni premaknila iz tistih krajev, ne? Potem pa
gre on v šole, pobegne v Ljubljano, postane deželni poslanec, postane župan, kjer si pravzaprav z še enim Ivanom Hribarjem dajete skup petke, si da tek timata, kdo bo zdaj pač. To sta bila tako, če gledamo, Ivan Hribar pa Ivan Tavčar sta bila tako Dirk Nowitzki pa Luka Dončić. Pač še en je oddelal svojih 10 let tam in potem je high five in gremo naslednji naprej to furati do leta 1923, komu, ti imaš tam Visoško kroniko. To je visoko, evo, če kdo ni. To mu jo izmeri bravo, zakaj ne piše o meni? Ko bi leto bila šala. Malo mi je sram, ampak dajmo biti iskreni, res ni šala, jaz sem zdaj leto povezal. Tako da, jaz grem. Sej, metaforo cvetja v jeseni pa razumeš? Okay. Sem pa dobil od nekoga na Instagramu. Povej. Mislim, da mi je Maruša, ne moja sodelavka Maruša, ne druga Maruša, mi je poslala, kjero je to cvetje v jeseni. In napisala, bom najdu, Kristusove srajčke. A je to res? Nekaj jaz vem. Razen, če so me nategnili. Nisem botanik, pojma nimam. Evo, googlamo Kristusove srajčke. Mislim, da to ni uradno ime tega. No, uradno, tako pravijo. To je močvirna samoperka. No. Znanstveno ime Parnasija palustris je zelnata cvetnica, ki je razširjena na barjanskih tleh, ob izvirih in tudi na apnenčastih pustih tleh, ki so stalno vlažne. V Tavčarjevi povesti Cvetje v jeseni ima močvirska samoperka, poznana pod imenom Kristusove srajčke, naslovno vlogo. Tako in your face, Filofax. Okay. Kdo je doktor, prijatelj? Zdaj, za une, ki ne veste, kaj se dogaja, jaz sem danes na Instagramu dal en story, da mi ljudje povejo, kaj je v Ivanu Tavčarju in to je bilo enostavno, Maruša, hvala. Odlično. No, in ta Cvetje v jeseni pravzaprav tle je nam pokazal, da je ne samo po stasu in bradi podoben George R. Martinu, ampak tudi njemu ni uspel dokončati trilogije knjige, ki si pač Visoška kronika je nameraval napisati kot trilogijo 3 delov o kalanih, ki živijo na Visokem, ampak je umrl, potem, ko je dokončal prvi del, ki je bil potem tudi, če verjamem, oziroma naši gimnazijski profesorici za slovenščino je bil neke vrste tudi navdih za Pankrte, za Janeza, Kurbinega sina, ker kar sem si od Visoške kronike zapolnil, razen seka, pa prstki, je pač, da Kalan išče samo potrditev. Tako da te imamo to navezavo, potem Ljubljana je bolana, punk scena in vse, punk je bil že od nekdaj prisoten in preden me zapele še nekam globlje, kaj bi ti povedal na splošno o njegovem literarnem ustvarjanju, Aljoša? Ljudi je prebral Visoško kroniko. Ok, dajmo, ja. Wow. Veliko rok, veliko. Ja, pa ni to neko obvezno branje več v srednji šoli? Pa se to je metal, pač prstek odseka, Ni, prstek mu odseka, potem ima, se pravi, ta Little Finger, variantica, pa imaš uno, ki jo vržejo v vodo, pač zdaj pa plavej in potem njegov brat jo gre rešati, čeprav se jo je on pripeljal in pa je jasno ona z bratom, to je bila telenovela, kdaj že, to je usodna sora, usodno vino. Moje sanje za te glave... Lepa. Moje sanje za te glave na gradu so, da bom enkrat tako vprašanje vprašal, bo ta 2 dvignila roka, da bom jaz v večini. Enkrat, če ni ratal. Aljoša, sorry, povej, doktor. Ne, vse lepo. Pižama ti je zelo subtilno povedal vso zgodbo, tako da zdaj vse veš, o čem se gre. Valjda, prst je en zgodbo. Ne, sej tle nikaj. Tisto, kar meni je vedno zelo zabavno pri tem, ker imamo mi Tavčarja za realista. Pač to je... Ok, bom gledal publiko, se opravičujem, ker to me preveč iritira. Skratka, Tavčarja imamo za realista. Zdaj seveda, kaj realizem pomeni, če mi beremo francoski realizem, nemški realizem, je to nekaj čist drugega, kot pri nas. Zdaj, večinoma se pisalo... To je tako, kao mama, imamo lahko realizem, imamo realizem doma, in pol je Tavčar tam. Skoraj nekaj takega, ja. In tukaj mene včasih pač razburi kot nekoga, ki pač se s tem bolj poglobljeno ukvarja, ker mi pač mulcem v šolah prodajamo zelo popreproščene
resnice. Ne? Ker zdaj nekdo prebere Tavčar in se reče, Visoška kronika je pa full realizem, ne? To je pa pač karakteri so razviti, vidiš vse sloje srednjega veka in tako naprej. Ni čisto res. Srednjega veka. Ja, mislim srednjega veka. Mislim, dajmo pogled, Visoška kronika dogaja. Ni srednji vek, protestantizem se pravi 16. stoletje. To. Se oporečujem, ja. Ne vem, mogoče je tle kdo, kaj je v reformatorjih kdaj pisal sam. Ne vem, kdo bi to bil, ampak vem, da ni Anže. Ni čist tako, ne. Vse si ti že omenil, zdaj to so zelo taki gotski elementi v resnici v Tavčarjevi prozi in pri nas je tam realizem vse do Cankarja ni. Šele s Cankarjem, ko imaš ti socialni realizem, ker on družbene plasti kaže, imaš ti v resnici nek slovenski realizem, predtem je pa to zelo romantično, pač vsi Tavčarjevi romani so o ljubezni. Ne? On je imel seveda tudi zelo rad svojo ženo, ki je tudi zelo pomembna, mislim, da bomo danes gotovo kdaj omenili v tvojih zapiskih in člankih, upam, da se kaj pojavlja Franja Tavčar. Že preverja, če je kdo na Instagramu. Ali že niti sam toliko povemo, da ne bolnica, ne kolesarski maraton se ne imenujeta po njej. Ne, sem pa dobil od nekoga, da svoje dvomljivo poreklo je izkoristil in meščankam razlagal, da je modre krvi. Kao, da je dvoril je zgolj najbogatejšim gospodičnam. Ali je to res, Aljoša? Zdaj, načeloma Franja, ko ga je spoznala, je imela neki dvomov v zvezi z zvezo z Ivanom, ampak zaradi tega, ker je mislila, da se je poročil z njo, da bi se rad poročil z njo zaradi denarja. Tako da domnevam, da je ta anekdota lahko do neke vrste. Sta se pa spoznala na eni gasilski veselici, kjer je pač ona, mislim, to je realizem, ne, za Slovenijo. Mislim, ja, ampak ni pisal o tem, no. Skratka, spoznala se na neki veselici, kjer je on dvoril tako, ker so imeli, Franja je imela v laseh neko, oleandrov cvet. A ni imela močvirne samoperke? Ne, začuda ne. In je pač so licitirali, pač kdo bo dal največ. In je on ponudil nekih 20 goldinarjev, kar je pač velika vsota. Kaj so licitirali, ne razumem. Ja, kaj? Ona imela cvet. Kakšne veselice so bile? Take, na kateri ti ne hočeš. To je tako bachelor auction. Ja, nekaj v tem smislu. Ja. Okay. Veš, tu ne daš vrtnice iz branke, ampak ki pobereš cvet iz las. Okay. Pa gnardaš. Ne? Ja, ni to, kar zmenkarije oseba A. Kaj bi storili, če bi na prehodu za pešce zagledali osamljeno grlico, ne? Ampak je, imamo 20 goldinarjev, imamo 20 goldinarjev prvič, imamo 20 goldinarjev drugič, imamo 20 goldinarjev tretjič, prodano gospodu z brado, nimate še brade. To gre za gasilce, pol. A takrat so bili gasilci. Hecao sem se pravite, da je bila veselica, ni bila gasilska. No? Ampak kako je denar, če so licitirali? Kdo denar pobere? Ja, društvo, ki je to organiziralo. Veselice so bile skozi. To ni bila uradna licitacija, to so pač moški počeli za žensko, da jim impresionirajo. A to pa je zdaj okej? Ne, ni okej. Jaz sem malo zgobljen, se pravi, to so bili neki modeli. Ja, neki modeli so se zbrali okrog ene. 40 za uno, le. Tako. Ampak sam za njo, ne za uno, samo za njo. Sam za njo. In on je dal največ. Zakaj zdaj praviš Anja, če je bila Franja? Ja, on je dal največ in s tem naj bi on sicer ni dokazal, da kao nekaj cash ima. Ampak ja, seveda, ko se je poročil z njo, je pač njegov status bogatstva tako narastel. Tako, če citiramo komad Hitam High, ne? Are you in it for the money or are you in it for the love? Ne, sem to je kar... Mogel sem nekaj, kar že poznal. Ja. To so te literarne reference. To je kar taktika, da kdo ima več. Ja, sej. Pa to so bili kovanci takrat, sklepam, ne? Goldinarji, ne? Zlatniki. Zlatniki, no. To pa... Sej ne vem, če jih je imel s sabo. Zdaj me je res preveč podrobnosti. Priznam, da tok ne vem, poznam to anekdoto. Jaz sem tresel svojo mošnjo. Slišati, koga sta ful kolega, pa ga zagovarjaš. Ne. Nikakor ne zagovarjam. Je pa bil on pač tudi kot politik je bil zelo znamenit in pomemben, ker je bil radikalen liberalc. Radikalen liberalc je bil zato, ker ni hotel sodelovati z opozicijo. Pa ker je bil proti ženski volilni pravici. Tako. Kar je zanimivo, glede na to, da je recimo Franja Tavčar bila ena... Med drugim je hotela še marsikaj v lifeu, ne sem Volt, ampak med drugim Volt, in je bila zelo politično aktivna in je tudi zbrala, mislim, da 20,000 podpisov za Majniško deklaracijo. Sej, vsi vemo, kaj je Majniška deklaracija. Ja, to ne Pavčak, ne? Ja.
Zakaj, ali pa se ve, zakaj je bil proti ženski volilni pravici? Dejansko je bila fora, kaj je bilo z volilno reformo leta 1910, je slovenski katoliški tabor priznal in omogočil žensko občinsko volilno pravico davkoplačevalkam, posestnicam, kakor tudi aktivnim in upokojenim učiteljicam. Ne, in pač zaradi tega, ker so vse uršulinke, ne, se pravi, vse učiteljice jih je bilo, so bile uršulinke, ne, in se pač to oni razumeli kot kupovanje glasov. Okay. Ne, se pravi, one bojo za klerikalce volile in to je. In tukaj je bilo pravzaprav tudi ta štala iz leta 1911, ko so bile te aprilske občinske volitve v Ljubljani, kjer je bil kjer je bil on na koncu izvoljen, sicer je bilo tako 46 glasov, ne, a 47 in je bilo 23 na koncu. Mislim, da sem članek imel iz Trsta, ki so objavili, kako je bilo, ampak to je bila totalna štala, ker so bili izgredi. Ne? In zdaj, ko bereš te cajtange, na eni strani slovenski narod, na drugi strani Jutro, ne? To so te liberalci naredili, to so te klerikalci in meni je bilo zanimivo to brati, to je bila ena od teh stvari, ki sem jo pripravil, kako so imeli v tistih časih, ki so potem dejansko imeli poročila, ki so imeli poročila iz teh dogodkov, kako so dobesedno razlagali, kaj vse se je zgodilo na teh... Sam telefon samo. Ja, jaz sem pa to kopiral, da sem zdaj izgubil unga, ker sem ga hotel prebrati. Ker bom govoril, ker sem imel vse medmete in medklice noter napisane, kaj se je dogajalo. V življenju ne boš tega najdel. Evo, recimo, in ta govor, ki je v časniku bil napisan ta govor, ki so ga imeli, kako je bil, kaj je govoril dr. Ivan Zajec, en od klerikalnih voditeljev proti Tavčarju, in je imel recimo takole, ki je govoril: poglejte v tem oziru, naprimer, samo nedolžne žrtve pri glavni posojilnici in zvestobo liberalnih veljakov do njih. Fejklici. Pa nekaj bila, če pridejo vrste pristašev SLS v občinski svet. Burno pritrjevanje. Gospod dr. Tavčar seveda razume kot napredno, če se zabavlja čez škofa. Pravi, da je v takem škofu sodba napredne stranke sklenjena, da ali ni normalen ali pa zavržen človek. Velikansko ogorčenje. Vi vsi poznate našega kneza škofa, vi vsi veste, da tako dobrega moža ni zlepa najti na celem svetu. Burno pritrjevanje. In temu vzor možu, tam je všeč beseda vzor mož, in temu vzor možu si upa gospod dr. Tavčar vreči v obraz tako žaljivko. Velikansko ogorčenje. S tem, da je to rekel, pa je tudi naš račun z gospodom in dr. Tavčarjem sklenjen in zato se z njim nič več nečem pečati. Burno odobravanje. To je bilo v cajtangih. Treba je bilo prenesti. Treba je bilo, da si videl, kaj se je dogajalo noter. Ja, in tam je bila totalna štala in pa so pisali nekaj, iskali vsi drug pri drugmu, kako, pri nas je zdaj uredništvo pisala ena, da če bi prebrala ta govor gospoda Šušteršiča na tem klerikalnem shodu, bi se naučila kletvic dovolj za celo življenje z vsemi opraviti, ki bi na pot prišli. Ne. Pa s tem naglasom so vsi govorili. Ja. Pižans gre to globoko, to je ta method acting. Ja. Če kaj bi bil vzor mož? Vzor mož, to, še 5 let pa je to Marvel film, ki jim bo zmanjkalo. No, Anže, zato te imamo. To sem pa, mislim, zdaj pižam, sprašujem, seveda poznaš tudi njun odnos Tavčar in Ivan Cankar, tudi ona ste imela precej napetosti. Gor. Aha, celo nekdo je nekaj omenil. Ja, Ivan Cankar je... A to ti je Tegla povedal? S Franjo ste pač podpirala uboge umetnike, med njimi veliko modernistov, oziroma to so zdaj bili seveda pisci moderne, in med njimi Ivana Cankarja, in hodili so k njim jest, mislim, da enkrat na teden ali nekako tako, pa iz njihove knjižnice so si lahko sposojali stvari. Zdaj pa imaš različne biografe, jaz sem to, ker sem delal na eni knjigi za Cankarja, pač različne verzije tega slišal. Po eni verziji je Cankar si sposodil knjigo, pa je ni nikoli vrnil. Zdaj, ali ni... To imam jaz. Ok, zdaj povej, no, kaj se ti povedal? To pa mislim, da je Šterke Najst, je username. Tamara, ja. Ok, zmenen. Ja. Pa Cankar je včasih hodil k njem na kosilo, ampak mu je Tavčar potem prepovedal, ker mu ni vračal knjig.
Ja, to ne bi bilo. je rekel. Zdaj pa je vprašanje, je Cankar izgubljal te knjige, pač, ker je bil malo raztresen. Stresen. Ta opravičevanje Cankarja se more nehati. Ali sam pač Ivan ni imel take služinčadi, ki bi dobro pospravljala? Tako, ali pa to, ja. Ali pa je kakšno res stegno. No. Zakaj si rekel raztresen? Zato, Ker je Ivan Cankar. Ja, Pil je, prijatelj. Pil je, bodimo iskreni. Pil je Vprašaš posledica tega, Roza, bo pa je povedal tudi, da je imel probleme z zapiralko. Tako da ja, kasneje pa ga je Cankar seveda mu zameril, tudi eden izmed likov v drami za narodov Blagor ne bi bil Tavčar. Pač eden od teh liberalcev, s katerih se je Cankar delal norca, ne bi bil Ivan Tavčar, kar mu Tavčar tudi potem ni najbolj odpustil. Ne vem, ona se ona poznala, jaz tega nisem iskren. Vedel, ja. To je tako kauno. Mamuti so bili živi, ker so bili faraoni. Ja. To je meni smisel vsem. Ja. Pa seveda Franja Tavčar, glede na to, da smo na gradu, je seveda prva častna meščanka Ljubljane. In mislim, da do druge svetovne vojne edina. Ja, super. Prav bi vse mogoče gospod Šumi lahko tudi dal, ne, med drugim, če že gledamo, ampak ne. Ne vem, kdo je odločil o teh zadevah, ampak domnevam, da moški. Ja, lej, pač ženske niso imeli istih interesov, kot oni, ne, pa so pa drugi bili meščani. Častni. Zanimivo je bilo tudi to, recimo, ker sem iskal Tavčarja po teh cajtangih mal, kako so imeli včas, ne, to je bilo noro, so v cajtangih objavljali, kdo so ljudje, ki so v hotelih v Ljubljani. Predvidevam, da pač zato, da kdo kaj prišel, pa je hotel, pač, da se zve, da pridejo lahko na obisk. Ne, kaj, ni bilo telefonov. To je danes na Instagramu. Ja, danes, kaj tegaš, danes bomo v Ljubljani, fanti, kdo je za kofi, ali pa perolček. Ko se mi ime, to je naš tekščer. To je naš tekščer, bada perolček ka kofi. In recimo tujci 1. novembra pri slonu Ilar iz Litije, dr. Tavčar iz Kranja, Polak iz Trsta in Brozer iz Dunaja. Meni je všeč, da je dosam Polak iz Trsta. Ne, primki, če veš, veš. Ampak je pa super pol zraven, 2 stolpca od tega pa oglas. Kdor si hoče zdatnih pristranskih dohodkov hitro in gotovo prislužiti, piše naj pod naslovom 1000 anonym ekspedicion GL Daube und Company na Dunaju, na kar bode dotično izvedel. Tako da pač ti ljudje, ki ti pridajo, ki slajdnajo od vaše DM-e, pa rečejo, imaš 5 minut, včasih so morali kupovati oglase v cajtangih. Že prej smo imeli volitve, kjer so se ljudje kregali v tak proto-Trump moment. Zdaj imamo tole. Ker se je sploh noro, kakšne so bile okoli tega. Mislim, mi, ki danes, ki se pač mislimo, kakšen je ta diskurs v medijih, mislim, to, kar so se oni šli konc 19. začet 20. stoletja, to danes je otroška igra. Pravzaprav danes so tako vljudni cici bančki, ki recitirajo Otona Župančiča, proti temu, kar je bilo. Ne, če so bili sami pijanci. Ne vem, zakaj je to uvir reči. Ivan Cankar je res velik pil, kot jaz razumem. Ivan Cankar je bil med drugim tudi prvi slovenski pisatelj, ki se je preživljal izključno s pisanjem. Ja, tako in zadnji najbolj. Dej človek, ki dela na založbi, povej več. Kako živiš na žuljih ubogih umetnikov? Ja. Povej 7 ljudi, ki živijo od pisanja v Sloveniji, samo od pisanja. Misliš poleg mene? Ja, pa mislim, da si pižam, gotovo si tudi pripravil, ni bil predsednik marsičesa v svojem life, Tavčar, ne? Glej ga spet. Kaj jaz vem, kaj imaš ti na Instagramu, kakšne prijatelje imaš? Zdaj, zelo veliko ljudi, ne moram nobenega izpostaviti, mi je rekel, ker to mi je toliko ljudi rekel, da mora biti res. Sem pižamce, imaš ti tudi toliko kakovostne prijatelje na Instagramu, to me ful zanima. Ne, jaz imam čas, da sam naredim research. To ni... Ker nisem v redni službi. Okay. Da je postavil prvo teniško travnato igrišče v Sloveniji, ampak še vedno je bil Wimbledon prej. Tako je meni napisal, da je bil zgodan, ampak v Londonu je bilo to že prej, v Wimbledonu. Pol pa, da je bil kolesarski klub, kar pa ne razumem čisto, a to je res? Ja, no to sem hotel napeljati. Jaz sem šel iskat in nikjer nič najdu.
Jaz se že, to piše na Wikipediji, da je v vseh biografijah dr. Ivan Tavčar začetki, kako so leta 1887 prvi slovenski kolesarski klub, ki se je imenoval Klub slovenskih biciklistov Ljubljana, ne, in da je bil on prvi predsednik. Ne, in kaj je bila zdaj fora? Kdaj so pa oni protestirali, na kjer dan? Leta 85. Hvala za one 3. Hvala. Cenam. Ja. Ne, te ne šale morajo umreti, ampak 3 ste bili pa zraven. Sorry, jaz sem bil tako nudi, da sem preslišal, se upravičujem, lepa. Leta 85 so namreč je bil že ustanovljen Laibach biciklistiša klub, ne, v katerem so bili pač Nemci in nemškutari. Ne, in pač zavedni Slovenci so rekli, ne, mi pa tega ne bomo se šli, ampak bomo, ne, recimo oni so imeli že, ne vem, pa ljubljanski bicikliški klub, imel bo svoj občni zbor v torek 22. marca ob 8. uri zvečer v hotelu Štat Wien. Ampak oni si niso hoteli z njimi, ne, so rekli, bomo dali svojega in sicer so ga ustanovili potem leta 1887. Ampak kjerkoli sem jaz šel gledati te cajtenge iz leta 87 in 88, Tavčarja ni bilo nikjer. Ne. Mač noter imamo, da je bil za prvega kot edinost iz Trsta piše, ne, da so imeli občni zbor, na katerem je bil jednoglasno izvoljen predsednikom gospod dr. Vinko Gregorič. Pod vodstvom tega za stvar unetega gospoda bode društvo izvestno raslo in se lepo razvijalo, kar mu izvestno vsak rodoljub in prijatelj sporta želi. Ful je zanimiv, ker v vseh teh člankih je bil sport, so me zmeru na rekovajih, ker očitno še ni bila toliko prevzeta beseda. Ne, si še iz angleščine, ja, pa če prej je bila, ne vem, telovadba, pa ne vem. Vadba, vaja, gotovo nekaj takega. Okay, to pa. A veš, kad tudi vsi ti neki športi organizirajo, to je pol, ne, prišel. Zdaj, a veš, ko moraš ti desetino služiti leta 1845, a ne, a veš, na njivi nimaš cajta fuzbala igrati. No. V tem srednjem veku. Si pa lahko na posestvu na visokem leta 1897 igral tenis na travnatem igrišču. Ja. In karkoli sem gledal, 1900 rekel. Povsod je bil sam ta. Gregorič, on je bil sicer zdravnik, vodja venerološkega oddelka tukaj v Ljubljani, ampak zelo priznan strokovnjak. Za biciklista se to kar spodobi. Ja, ne. Ampak pa sem šel malo iskati okolje in recimo, kaj so še v biciklistih v tistem času pisali. Recimo Rogač, ilustrovan zabavni list. Ne, iz tistega leta je prav pisal, kako obstajata zdaj dve društvi, ampak ne, kaj je fora, da te nemškutari imajo temno modro uniformo, ne, sedaj, ko so ustanovili tudi Narodni klub biciklistov, imajo pa sivo uniformo, je pa to Jakob Slab nasledek. Ne, in pojma kao zgodba, kako se je en ta Nemc pelal na srečanje ne, in je bila prašna cesta. In ko ga je pač prah, ne, in je izgledala siva, ne, in so ga pa njegovi prijatelji hoteli pretepsti, ko so rekli, ne, ti pa nisnaš, ne, ti pa tako, da je biciklist je sicer kričal in zatrjeval, da je član njih kluba, a boj je bil tako živ, da ga niti čuli niso, temveč neutrudljivo bili po njem, dokler niso izbili poslednjega praha z obleke ter videli, da je njih brat v modri uniformi. Imamo tudi, našel sem prvo nasilje nad kolesarji. Okay. Naslov članka je, novica je redka surovost. Dolenci so daleč okrog znani kot jako prijazni in postrežljivi ljudje. Sramoto svojim rojakom pa je delal odraščeni fant, Janez Gramec iz Malenc. Nič črna kronika, ko je spomladi pri Čatežu s kamenjem napadal krške kolesarje, v oklepaju bicikliste, odšel pa tudi ni zasluženi kazni, pri Kostanjeviški sodniji obsodili so ga na 14 dni zapora. S kamni. Ja. Zgodna danica je katoliški list, prav Klub slovenskih biciklistov, kakor piše Slovenec, je 29. tega meseca v nedeljo pri ugodnem vremenu imel osnovan 3. redni izlet v Kranj in odhod je bil nastavljen ob 6. zjutraj. Poročevalec bi bil katoliškemu občinstvu ustregal, ako bi bil tudi povedal, kdaj in kje bodo imeli gospodje biciklisti sveto mašo, katere noben katoličan ob nedeljah in praznikih pod smrtnim grehom opustiti ne sme. In še ena, za vse, ki se pritožujete nad slovenskimi železnicami. Hrpeljska železnica se je včeraj slovesno otvorila, vlak je odpeljal se iz Trsta ob 9. uri, 30 minut do povdne, kolodvor v Trstu in vse postaje bile so ukrašene.
Povsod je prebivalstvo z veselimi klici pozdravljalo prvi vlak. Vožnja po tej železnici menda ni prehitra, kajti 2 biciklista tekmovala sta z vlakom ter po cesti prej dospela v hrpelje nego vlak. To je v bistvu DNK od te organizacije. Ja. Več se že ne da v bistvu. Kdaj bomo pa Cvetje v jeseni omenili? A imaš še kaj? Ne, Mislim, jaz sem povedal že, kjero je to cvetje, jaz mislim, da sem svoje naredil. Zdaj doktorja čakam, zdaj smo to na visokem kroniko obdelovali. Kroniko z visokega. Kroniko z visokega, tako ja. Ne vem. Ja, mislim, da se je napisal, je Tavčar kar nekaj zanimivih del. Meni Cvetje v jeseni ni moja najljubša, moram priznati. A kako pa to no? Jaz te tle gledam pa rečem, to je človek, ki uživa v Cvetju v jeseni. Ja. Začuda ne. Je pa Cvetje v jeseni taka programska, če prebereš Cvetje v jeseni, si prebral plot večine Tavčarovih del, ker se pač večina njegovih del vrti okrog nesrečne ljubezni, pa tega, da morajo ljudje plačati za grehe svojih staršev, se pravi tako. Plačati, sem mislil za ljubezen. Pozab delno licitacijo, ne vračamo se k temu. To bo naslov, prijatelj, te epizode. Je pa pač tudi to, Cvetje jeseni je seveda tak tipičen slovenski roman, kjer se kmečko življenje na kmetih zelo idealizira, kako je tam pa skratka lepo, Tavčar je pa že, oziroma ljudje, ki pa živijo v mestih, so pa že utojeni od narave in pač ne vejo več, kaj je to pravo slovenstvo, ne? In se pravo slovenstvo goji samo še v resnici na kmetih in potem je ta ljubezen med njima že takoj pač obsojena na propad, ne? Se ste bila razlika v letih, zdaj sem pozabil, nekje imam to zapisano, razlika v letih. 40 ali 50 nekaj. Tako nekako, ja. Sicer se je bila tudi Franja, je bila pa 17 let mlajša od Tavčarja. Ne? Nothing to see here. Ja, da še to damo v kontekst, no, skratka. In to je ena najbolj takih, to je tipičen ljubezenski roman, zato ker se konča tragično. Ne? A si ti že bral? A že zdaj pa tebe sprašujem. A si ti že bral? Ja. A si že bral ljubezenski roman, ki se konča srečno, recimo? Ne vem, če sem že bral ljubezenski roman. Ne veš, če si bral ljubezenski roman? Kaj bi bil ljubezenski? Gledal si filme posnete po ljubezenskih romanih. Ja. To pa sem. Somrak. Ja, skoraj tako kot Somrak, veš, starejši moški, mlajša ženska. Ja, tam je tudi kar oranj razlika, ne? Ja, tako se pogovarja, ne? Ker Edward je kar, ne, 100 neki, ne? Ja. Bela pa ne. Ampak, kaj veš, tle beli ni treba reči, pa ubrite se, sam žval ima dlako po cel glav. Hvala za ta citat. Okay. Razumem, da se dosti tragično konča. Čeprav, če bi sklepal po romantičnih komedijah, ki jih Hollywood producira, ne gre. Ja, ampak romantične komedije vedno pokažejo do te točke, ki pridete skupaj. Potem je pa konc. Mislim, tam se film konča, ker pač nočeš gledati, kako najamete kredit. Se spričkata, je moder Ford boljši od rdečega Audija. Gre pa on v službo, rešuje otroke, doma pa. V glavnem... To bi najbrž manj zrezal. Kaj, doma pa otroci v prvi štuk. Ja. Zelo aktualen podcast, moram reči. Čez 10 let bojo ljudje spraševali, kaj so bile te reference. Ja, okay. Kaj se že zdaj sprašuje, kaj so te reference, ki mi dva Tavčarja omenjajo. Ja. Ampak ljubezen nam je vsemu pogubo. Ne? To je ena taka tipična krilatica, ki jo iz Tavčarja poznamo in ki jo je on v vseh svojih prozah skratka pisal. Ljubezen je vedno taka nesrečna. Ne? Je pa Cvetje v jeseni meni pač mal kremš, ali kako bi človek temu rekel. Vse so mladi kle. Okay. Da bomo kul, kremš. Ker ima tak cukrast slog, no, zelo opisuje, skratka ta idealizacija kmečkega življenja je res velika. Zdaj pač ti se je mogel nekako upravičiti, zakaj se je iz Ljubljane preselil ven. Ja, mogoče to. Ker on takrat je seveda z ženinim denarjem, da se razumemo, kupil spet posestvo na Visokem, kjer je danes tudi pokopan. Ne? Ja, kjer je pa to je pa David Bolermi napisal, da je ta poleg posestvo... Poleg teniškega igrišča je še kaj tam? Da je to zelo neka destinacija za poroke, da se ljudje poročajo. Ja, seveda. Kam se grejo poročiti? Na Tavčarjev grob. Ja, absolutno je pač Cvetje v jeseni s filmom posebej seveda populariziral, pač, da je ta roman zelo popularen med Slovenci, vsaj bil je. No, zdaj,
Ne vem, kako je s tem danes, ampak recimo to je ena če njih pogledaš, 16 jih ima majico s Poldetom Bibičem. To je ena najlepših, vseeno najlepših ljubezenskih zgodb. Kjer pač nekdo ljubi nekoga tako močno, da mu srce odpove. Ja, mislim. To moraš vedeti. A ti, ki si začel najrešo delati, je bil še un strip tam v kadilnici. Ja, je bil, ja. Je bil. To zdaj, lušte strip pač glih to, pač Meta je v ženu, bi gospodinva, in ona moči žena, pa izgasna varevca. Ampak je pa zanimivo, kako so potem dejansko, ker so pač ta preračunljivost, ker so rekli, tole pa gre, ta Cvetje v jeseni, to je pa popularno, in so pa takoj zagrabili, kuj železo, dokler je vroče, in 14 let pozneje posneli Ljubezen nam je vsem v pogubo, ki je bil, mislim, da in film, ampak tudi kot nadaljevanka, razrezan s 3 zgodbami iz Tavčarjevih novel, kjer imamo spet to pač, tle imamo sploh Divji petelin ali Ruševec, zdaj ne bom trdil, kjer je, da me ne bo moj tast preganjal, ker se jih ne razločam, in nekako on, ki je čez slep, ki poje svoje ljubezni, ta paritveni klic, in takrat ga pol lovci snamejo, in zato je ljubezen nam je vsem pogubo. In takrat je recimo Liljana Resnik v delu napisala tole, to, kar si po svoje že ti rekel. Film je preprost in naiven, igra pa gledališko posladkana. Primerjala ga je z Galetovimi filmi o Kekcu in mu učitala značilnosti izdelkov manj razvitih in obrobnih kinematografij. V svojem času za ta film ni našla prostora, saj so tehnologija in miselnost že šli naprej, 80-ta pa so imela tudi svojo krizo in dileme, tam pa pač ta nek bukolični žilorez. Žalostno je, to pač srž te kritike lahko preslikaš na par teh stvari, ki so v slovenskem filmu, pa slovenski film je fajn, da ne bo pomote, ampak se mi zdi. Dokler je ne preslikaš na čisto pravega gusarja, smo prijatelji. Povej. Hotel sem samo reči še to, da pač meni je daleč najljubši njegov roman, je pa drugač 4000. Preden gremo na 4000, mislim, da ena stvar, ki jo pa moramo še omeniti, pri Cvetju v jeseni je pa glasba. Ja, ta komad. Pač te citre in to, da to je pa mislim, da nekaj, kar je upečeno v slovenski DNK, da ta melodija je pa... To pa, če imaš na eni strani pač gulico, ki te prime, da bi zeksal liter unga vina iz kartona. Včasih se mu vidi, da je iz Kranja. Ne vedno, ampak na vsake to povej. To je DNK, to je ta naravni odziv, ki ti kukučarski možgani. Koliko si ti licitiral na veselicah v Kranju? 3 pinki sendviče, sam to bom rekel. In če veste, in cente. Medtem, kaj pa nekaj pa slišiš, to se pa umiriš. To je veš, kaj imaš pač modela, ki se hoče, 2 modela, ki se hočeta na gasilski veselici steps, zato, ker je en dal več, za uno rožco v leseh, mu zavrtiš Cvetje v jeseni in to... Je pa res, da tako malo... Stari, klej ne bi bil izključen na tekmi včeraj, če bi mu predvajali Cvetje v jeseni. Ta komad naredi Citram, to je moje skromno mnenje, nič ne vem o glasbi. Okay. Ampak mislim, da ta komad pa Citram res naredi nerealno uslugo, ker pač to slišiš, zveš, da so Citri, kašen inštrument, zigar je še kaj dobro, kaj s Citram zaigran. A je kdo slišal še kaj na Citre, ki si rekel, wow, pač to je pa. Se mi zdi, to je tako katele dude škotske. Ker sta en komad je, ker rečeš, razumem. Amazing Grace. Recimo, rečeš, razumem, kaj počnete, pa je pa konc. To je bila moja ideja, je bila dejansko takrat, ko smo začeli 90-ih, ko smo začeli delati rap pri nas. Ne, je bilo tako pač, da bi, kako bi ta G-Funk sound slovenski bil ena varianta, pač da bi Citre čez vah spuščal, da bi s tem eksperimentiral. 90-ta. Ko smo še delali v srednjem veku. Zakaj tega nikoli nisi naredil? Zato, ker sem benga tazga producenta nisem neki srečal. Ne, se smo pa izkusil, smo nek oprekal samplala enkrat. Koliko je ljudi, ki dejansko Citre znaš pila? Tega je to ljudi gledam, če bo kdo. Jaz znam špilati, behna od tega. Ena roka je gor. Ena roka je bila gor, potrjujem. Dajmo vprašati. Mislim, v centru Ljubljane imaš tečaj za klekljanje, itak ga imaš tudi za citranje. Se pravi, dober dan. Če vas bom vikal. A še mogoče vikal skatanja zajc? Vsake čas sem nazaj. Ok, bom tikal. Se pravi, znaš igrati na Citre.
Dajmo en aplavz za državno prvakinjo. Jaz sem to sam. V publiki so državni prvaki, vi pa plačujete vstopnino za to. Ja. Jaz sem sam za une, ki poslušajo. Jaz sem bil državni prvak. Državna prvakinja v Citranju, najbrž se reče. Tako. Vse vem. Je v publiki. Mislim, da moraš ti aparatus nazaj Pa zalaupati. še eno stvar bi reče, kako te pa ime, če lahko. Maja. Pa sam reče, nismo se zmenili tega. Ker je to. Okay, se za to pa, samo še to vprašanje, pa gremo naprej. Še en komad, ga bomo vsi googlali, če ga najdem, ga damo zapiske od podcasta, obljubim. Še en komad, ki se res dobro šli s citrami. Okay. Gospel. Gospel, ja. Jaz ga tudi poznam. Glavno, hvala. Okay. Hvala. Hvala. Pač mi hočemo Anžeta izobraževati. Dejansko mi te podcaste snimamo samo zato, da bi se Anže kaj naučil, da bi se znal obnašati med kulturnimi ljudmi in najlepša hvala, ker si pripomogla k temu. Še en aplavz za državo Majo. Hvala. Okay. Prosim, prid pol po nalepko, kaj konc. Okay. Kje smo? 4000? 4000. Ja. Anžeta, a ti kaj veš o 4000? Ja. Že lahko ganeš, o čem govori, kdaj se dogaja roman. Ja, roman se dogaja leta 4000. Ne? Briljantno. Celo aplavz si zaslužil. In se po prihodnost, kam gremo, Tako. kam nismo šli. Ne? In kaj si misliš, kaj je Tavčar, ki je bil en tak liberalc, česa se je on najbolj bal? Kakšna je ta družba? Ženske volilne pravice. Imaš prav, ženske nimajo volilne pravice, Leta 4000. celo govoriti ne smejo. Anže, malo preveč uživaško se smeješ na te izjave, samo to bom rekel. Noro mi je, o komorkoli se pogovarjamo, je nekaj tazga. Vedno je. Ja, okay, sorry, ampak zakaj je to takrat? Ja. Ne? A se ti je slučajno eno od unih, ki misli, če je nekdo pisal o tem, potem to podpira? Ne, to ne, sam hočem reči, da všeč mi je, da leta 4000. Všeč ti je, A misliš, da Margaret Atwood, ki je pisala Deklico zgodovino, to je to, tako hočem, da je. Tako. Ja, tisti je očitno bolj realizem, kot karkoli je ta človek delal v življenju. To je skoraj da res, ja. Ampak skratka, on si je zamislil leta 4000, Slovenije ni več, ne? Da se razumemo, oziroma tega absolutno ni. Imenuje se zdaj Ljubljana je Emona spet in se nahaja v papeževi provinci številka 52. Čeprav to je kar sci-fi. Ja, to je to. Okay. Papeži niso več v Rimu, ampak so v Timbuktuju. Tudi to je dobro napovedal, da je v resnici krščanstvo se širilo v Afriko. Pa ko menjamo Timbuktu, mislim, da lahko menimo super knjigo Petra Svetine z ilustracijami Igorja Šingovca, Timbuktu. Tako, hvala. Ja, za to le reklamo. Ta je otroška, mogoče bi to probal prebrati. Ja, 5 zvezdic od mene. In pa slovenščina se pač ne uporablja več, zdaj vsi govorijo latinsko. In kar se zgodi, je, da Tavčarja angel Azrael, namreč po 2000-letnem spancu, brez zavesti, zbudi in mu pač reče, bi ti šel malo spet dol pogledati, kva se dogaja. To je tak plot, kot Focen, Jezusov otroški prijatelj. Ali pa Futurama. Ja. Tam je. Tam, imaš prav. Veš, kaj pa spoštujem? Kar pa resno spoštujem, da je dal to v leto 4000. Ker jaz pač ta zahodna me non-stop prodaja, leta 2042 se bojo stvari, to bo zdele. Zdaj gledaš te filme iz 80-ih pa 90-ih, ali pa knjige bereš, pa izmeram letel bojo za avto. Prav filme gledaš. Filme gledaš. Ne, čeprav sci-fi celo berem. Tako, ne, pa so neki te, veš, na začetku je neka kartica, pa je tako, leta 2012, pa si tako, ja, v redu. Ampak to se res, stari smo, samo to hočemo povedati. Vsi smo stari. Napovedajo tudi zelo ekološko prihodnost, skratka, ni več premoga ne uporabljajo. Tudi elektrika je od hudiča, dokazano, pač so dokazali, da je od hudiča. Ni dobro, da rečeš, premoga ni rečeš, da vsi tako, ta je pa nekaj razmišljal, ampak elektrika. Satan. Ja, ampak njihova ekološka vozila pa poganjajo jetniki, skratka. Jetniki vlečejo železnico, ki je še počasnejša, domnevam. Tako. Ja. In eden od njih, recimo, ki mora vleči lokomotivo, si je to zaslužil zato, ker ni poljubil duhovnikove roke pravočasno.
Skratka, kaj si rekel vleči? Lokomotivo? Ja, pač, ali skratka, lokomotivo z neko mislim, da ima samo en vagon. Duhovnega veroga ni hotel poljubiti. Ne, pravočasno. Ja. Okay. Tako, in skratka, Tavčar si je predstavljal eno tako pač, katoliško antiutopijo v letu 4000 in imaš marsikakšne take budice na seveda njegovega največjega nasprotnika tistega časa, Antona, ki se piše Mahnič. Vsi so hoteli reči, ki ga omenja kot nič mah v knjigi, seveda ne, malo bolj. Klevar. Ja. Okay. Zelo se je potrudil. Njegovo ime pomeni hitrost železnice. Tako. In skratka, spet mučijo ljudi, sežigajo jih na grmadi, tudi njega na koncu spet sežgejo na grmadi. Spet, ja. Mislim, spet sežigajo ljudi na grmadi. Nekaj tudi njega spet sežgejo, veš, koliko bi žgal prvoga. Ne. On si je sicer napovedal tako, zaradi Bog ga kaznuje, ker je bil preveč samozavesten, samozavarovan vase in zato 2000 let brez zavesti pač počiva. Njegova žena pa je v nebesih, v oddelku, kjer so zveste ženske. Oddelku? Ja, gledaj, kaj. Ja, pač, da se ne meša z moškimi. Ja, kje si pa ti v nebesih samo? Začne se tako kot Dantejeva, pač, ko božanska komedija, skratka, opisuje tudi mal raj in nikoli ne boš uganil, koliko ljudi je v oddelku za skromnost. Malo. Nobeden, ja. To je, okej, v redu. Tako da... To pa kar je mene najbolj zabavalo, recimo je, da mu Angel Azrael najprej reče, vzemi enega frenda s sabo, pač tako, da ne boš čist sam šel dol in on pač najprej reče enemu modelu, ki ga vpraša, a je še kaj šampanca, a še ljudje pijejo šampanc in pol mu Angel reče, ne, zadnjega je spil ruski car leta 2000 neki 600 neki in on reče, pizda, ne bom šel. Ne grem. Ja. Prav tako reče pizda. Začuden. A mi daš ta citat? Ne. Verjemi mi na besedo, pižam. Jaz sem doktor. Ja. Ta drug pa je seveda Jurčič, ki ga tudi Jurčiča vpraša, bi ti šel z mano. Jurčič mu pa reče, kako že, da ne bo šel dol, ker ne bo pil kislega vina in brezplačno pisal. Tako da to ti pove marsikaj. Kaj pa ta dva zeta, zdaj, če si Jurčiča omenil? Kdo je zdaj to napisal? Kakšnega zeta? Dva zeta, ta drama. A je drama. Kaj si ga omenil, to je zdaj deep dive, kaj imaš dva zeta, kaj Jurčič podpisa, ne bi pa Tavčar napisal. A ja, celo tako? Ja. Zato pa je živel od pisanja. Tavčar je bil kar lepo župan in je služil. Cankar je živel od pisanja. Cankar so. Mogoče pa ta knjiga, ki je ukradel, bil šta original od dveh zetov, pa je pa videl, da je... No, veš kaj, včasih se je to pač tako, ker se dost pisali pod psevdonimi, se tudi za Tavčar se ne ve čisto vse. Pri nas je tudi ta problem, da ne delamo... Ali je Cvetje v jeseni on ali je Cankar v resnici? Ne, Cvetje v jeseni bo kar on. To Cankar ne bi pisal. Nisem jaz tega rekel. S takim gnusom Cvetje v jeseni. Ne, nisem jaz tega rekel. Cankar posral ne bi. Je pa tudi Cvetje v jeseni še ena ta metaforika, Cvetje v jeseni, o katerem se spraševal, ne orožje, tle si me malo dobo, moram priznati, je seveda ta, da je včasih tudi cvetje cveti jeseni. Zmeram bolj. Zdaj skos, zdaj ne reči nekaj metafora. Zdaj je malo drugačno, ampak tudi on je napisal Cvetje v jeseni in Visoško kroniko v zelo poznih letih. To morate tudi vedeti, se pravi, stari bil takrat, zdaj moram jaz to zračunati. Se pravi, rojen je 64, je to 3... Ja, ne 60. Je to doktor, pa ste to zdaj. Ne, rojen je leta 51, se pravi, bil je 60-70 tam nekaj. Ja, je bil star, se pravi, to je tako 4 leta pred smrtjo, recimo, napisal Visoško kroniko. In to sta dve njegovi najbolj znani danes deli, ki jo je napisal... Na konc, torej. Na konc. Mislim, no. Ja. Bodo. To sem ti sam rekel, nikoli ni prepozno. Ampak ta 4000 sem ti vmes skočil s tem Jurčičem, da še malo več povej. Ne, bo mogoče ti lahko prebereš. Iztok Sitar je naredil neko stripovsko verzijo tega romana, tako kot je recimo Maja Novak naredila svojo verzijo Iza kongresa, čeprav ima sam naslov isti. Aljoša, eno vprašanje, ti, ki si očitno res vse to prebral, tako kot smo vsi.
Prej si rekel, da 4000 ti je najljubša knjiga. Najbolj je zabavna. Jaz sem jo bral. To ne moreš reči. Kako ne? Ne moreš reči. Jaz sem imel v gimnaziji, bro, tako, ta upor, satira. Ja, jaz tudi, jaz sem v gimnaziji Tavčarja bral. Okay, ja. Ne, nisem Counter-Strike, doma igral 3-4 cajt. Mulc. Ne, ampak Sem jaz v srednjo šolo hodil, smo imeli Tetris. Resno me pa zanima, kam bi ga dal. Kam bi ga dal? Veš, imamo te slovenske avtorje. Kje je to? Na Parnasu slovenske literature. Ne, a je on Dirk Novicki? Ne, se ne. Ampak kam bi ga res dal, a veš, od vseh teh, ki jih čistih pijancov, ki jih čislama, ne? Iskren, kam bi ga dal. Pa tako, po kvaliteti pisanja, ne po temu, da je prodal ta Cvetje v jeseni, več kot očitno fuldober, ampak kvaliteti pisanja, kam bi dal Ivana Tavčarja. Veš kaj, tukaj je ta problem, da sej o tem dost mojih kolegov slovenistov rado govori, ne, da smo mi zamudili dost literarnih obdobij in smo recimo Prešeren je 4 literarne obdobja pokril, Cankar potem 3, preden smo mi prišli recimo s Cankarjem nekako sočasno pa s Kosovelom. Ja, pa so pa Kosovelo itak zaprli za 40 let, predal, pa smo spet na istem. Pa smo še lepo zvedeli, koliko je bil sočasen. Ne. Pač tukaj je meni ta problem, da v tem času se je pisala že zelo drugačna proza. Reč boljša. Zelo drugačna proza. Ja, to je pač to, če gledaš, jaz vidim, to je tako malo Vern variantica. Ja, veš kaj, mislim, to so časi Joycea, Wolfove, to je čas modernizma, modernističnega romana v Evropi, tle pa mi še vedno beremo pač neke... A Virginia Woolf. Bukolike. Ja. Mi pa še vedno beremo, pač duhovi se prikazujejo, a veš, tudi on je bil obseden z luteranci in s protestantizmom in s tem obdobjem, ne, in tukaj se je veliko pisali. Je pa res, da seveda smo imeli svoje nacionalne, če pa gledaš znotraj nacionalnega konteksta, je pa recimo Cvetje jeseni, pa 4000, pa vsi ti njegovi romani so vedno pač zelo domoljubni. Pač, skratka, v 4000 je slovenščina prepovedana, zadnji izvod Prešernovih poezij zažgejo pred njim. Je pa bil, vsaj to pa mu moram reči, je pa bil zelo napredni izdelek, ker sem tole še enkrat bral, sem pa gotovo, da sem pa mogoče diplomski nekaj zgrešil, ker je... Se pravi, je ta doktorat na trhlih temeljih, čeprav razumem. Hvala Bogu, nista povezana, ampak recimo, ja, ker je uporabljal med prvimi, bi jaz rekel, tehniko nezanesljivega pripovedovalca. To je zdaj zelo modern, ne? To zdaj zelo modern. Tako, ja. Tok pa vem. Tok pa veš, ne? Kurosawa, Ja. Ne. Tle si ga zgubil. George Martin. Ja, okay. Fora pri 4000 je seveda, da se on za vsem strinja. Ne? Skratka, on Tavčar obudi in Tavčar hodi v kot in reče, ker nisi poljubil župnika, pravočasno si pa zaslužiš te muke. Ne? On se vsem strinja, seveda pa mi to beremo v podtonu, da je to satira in da ni. Ne? Ker na koncu, skratka, kar se na koncu zgodi, kako se zgodba zaključi 4000, je tako, da nadškof pripravi eno past za svoje duhovnike in po posvetovanju pač s Tavčarjem jim predlaga, da pač zdaj je on tako napreden in bi rad bil napreden in bi jim rad ponudil, da se lahko oženijo, če se želijo. Ne? In jim pač reče, kdo bi se rad oženil, bom dovolil. In potem se izkaže, da vsi se želijo oženiti, seveda vsi, ne vem, njegovi kanoniki, ne vem, kaj vse imaš, škofje in vse to. In potem reče, sajk, dobo sem vas in zdaj vas bom vse izgnal. In zdaj vas bom vse izgnal, zaradi tega, ker ste pač nedostojni. Vsi pred lokomotive. Tako in potem Tavčar ravno takrat obiskuje predel mesta, kjer so neoženjene ženske, ker imajo svoj predel. Zakaj že obake? Se razume. Pač antropolog, hoče je pač videti stvari. In tam te neoženjeno del mesta, ki je okrog Golovca, z neoženjenimi ženskami varuje kohorta starih devic. In one pač zvejo... A to je tako kot Wonder Woman pa Amazonke na to varianto? Hvala, Pežam, super primer. Meni se to sliši, kot unete res slave stvari na Netflixu. Ja. Ki sam pridajo, ki sploh ni enega oglasa ni, ampak sorry. No in skratka, ko oni zvejo za to prevaro nadškofa in da ga je k temu tujec nagovoril, ga seveda ulovijo Tavčarja, dobijo ga pri neki ženski, normalno spet, ne? Ker jo je zagledal tako, mislim, da na 50. strani poljubila sta se in se imata rada do konca.
ne pozabi, da žena, zvesta žena čaka v nebesih. Kakšna je bila? V oddelku. Jaz bi sam nekaj rekel, ne? Dajmo tukaj izračunati starostno razliko. Ja. 2000 nekaj let. Ja. Okay. In skratka, na koncu jih hočejo zažgati na grmadi, ampak angel Azrael je tako prijazen, da strelo udari vanje in njihove duše potegne nazaj v nebo. Najboljši... V nebo gre, vse en gre v nebesa. Seveda, mislim, zakaj pa ne? Halo, vse so bili dobri ljudje. In pa... Čakaj, kje je bil pa Tavčar prej? A je bil sam mrtev? Ja, on leži... ni bil nikjer, on je bil v nekem limbu ali kaj? Ja, on leži brez zavesti na takem polju, kjer je zelo tesno, ker ob njem vsi drugi ležijo. Skratka, ni najbolj privlačno. Skupni prostori na Kredarcu. Ja, tako nekako. Ampak zaradi tega, ker je bil kaznovan, ker je bil preveč samozavesten. In preveč to vidiš, da je vse pišeš. Ampak ni to lepo, da si je malo pripisal? To je ta razgovor za službo. Jaz sem toliko natančen, da mi že škodi. Ja. Ne, moj najljubši prizor v 4000 je pa tak, ko ta nadškof, ko pač naredi ta sajk, se angel Azrael totalno reži. Pač njemu je to totalno smešno, kako jih je zafrknil in se totalno zabava. Tako da Tavčar si je zaslužil spet za nebesa in zdaj bo šel k svoji ženki, ki ga čaka. Ti bi zdaj ljudje, kdo je prebral 4000, dajmo to vprašati. To sem čakal, sem moji ljudje, končno. Za vse, ki niste prisotni, poleg mene in Aljoša je dvignil roko točno eno osebo, ki očitno ni stara devica. Napada z dobre mišice, da bi lahko lokomotivo vlekel. Ljudem leta 2023, 100 let po smrti avtorja, priporočil 4000. Ja, absolutno. Mislim, meni je ene stvari, jaz mislim, da je vseeno, kar zadev. Zadev je pač ta neko kamte, recimo neka totalna religiozna zaplankanost, ki je vladala v njegovih letih. Anton Mahnič, ki sem ga prej omenil, je pač se totalno razburjal tudi nad Cankarjem, na vsemi temi modernisti, zanje to bilo pohujšanje, oni so morali se na vsaki točki opravičevati za svoje pisanje, utemeljevati, zakaj pišejo, zakaj. Tako in oni so pač to videli, če bi ti ljudje prevzeli oblast, kakšni bi bili, ne? Okay. Ja. Tako da jaz mislim, je pa tako, mal je pa res predolg. No. Jaz kot urednik bi ga mal skrajšal. No. Okay. Tam uni tisto... To pa je ego, ne? Jaz bi Tavčarja krajšal. Ja. Jaz tudi mislim, da bo kakšni 2000... Cankarja, bi kakšnega Cankarja krajšal. Ja, valjda. Kakšne ima tudi predolge. Ja, smo si vse prebrali. Ne, tudi ta konc, če gledaš, kneginja Marija, izpregovorim družici svoji, ne boj se umreti, večnost je pravičnejša od zemlje. In potem ona odvrne, s tabo umreti mi je sladko. Tako. Kašen liza. Okay. In ne pozabimo, žena čaka. Ne, pazi, imamo pa, rahlo nas je vzel na ročaj in potem, kakor vihar krenil med svetovi v večni eter, izdalje se je videla smešna in malenkostna zemlja, kakor rdeča pičica. Okay. Prav kakor atom, izgubljen med orjaki svetovi. Ne? In je se izpustil in zadremali smo v večni temi, kakor zadremlje trudno dete v gorki posteli. Vidimo pa se tedaj, ko pogine človeštvo apokaliptičnim jezdecem podkopiti in ko pride Gospod v zarji svoji, da bo sodil pravičnike in licemerce. En aplauz za Pižanca. Ja. Zdaj za konec bo samo še Tomo nam podal definicijo besede licemerec. Two-face, ne? A ni? Ne? A ni? Ja. Licemerski človek. Ja. Fino bi bilo, če bi bilo v slovenščini, ampak ne ti bo. Ja, no, nekaj sem naredil v življenju. V glavnem, pa še to ve iz Batmana, pa mora. Zdaj si predstavljaš Batmana, kdo je tvoj sovražnik? Pingvin in licemerec. Nekdo bi bil še kot hod z metrom. Človek, kaj je bil? Vzormož. Vzormož je moj heroj. Najlepša hvala, ki ste prišli na karkoli bilo tole. Bodimo iskreni. Učne ure za Anžeta. Ja. Pa res ful hvala Aljoši Hramovo. Skoraj sem rekel prijatelju, ne bom, še ena bila zanga. Drjaš pa ja. Tole ni vse, kajti znova se vračamo.
vračamo se semle na grad 30. januarja 2024, ko bomo govorili o znanih upornikih skozi čas. Namreč, tako kot se zdaj dogajajo stvari, ki so povezane s Tavčarjem, tako kot so se spomladi dogajale stvari povezane z jedmi, ne, in z gurmanskimi dogodki, no, zdaj bomo imeli pa cikel dogodkov na temo upornikov, ne, pa ste to obeležili bodo 50-letnico, kar je bila ob 500. obletnici kmečkih uporov na Slovenskem na Grajskem griču postavljena skulptura kmečkih upornikov, delo kiparja Stojana Batiča. In cikel dogodkov ki se bojo dogajali na gradu, mi pa zdaj pa lahko končno poveva, kaj se bo takrat dogajalo, se nama bo na odru tukaj le za mizo pridružil upornik iz Salzburga. Ja, tako da. Ne reči. A vidiš, trije so rekli, točno to. Tako ne sliš, koga ti ne hoče. Ne pišejo, kdaj boš spet, ne, trije so rekli, drugi so bili zgroženo tiho. Tako. Ampak je pa bilo lepo, mislim, da se zelo je bilo ta. Ne gre knjige pisati. Še enkrat hvala, da ste prišli. Naš človek v letu 4000. Ne bom mogel. Pridite v Discord, lahko podprete glave, to je to, še enkrat zaploskite. Če bi radi, bom šel, imam par nalepk, lahko do nalepk dobi. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Hvala gradu. Hvala gradu. Hvala gradu.